Alarmni zvonci so začeli zvoniti leta 2019. Do leta 2023 so ZDA to potrdile. Kitajska obveščevalna služba je delovala le 90 milj od Floride. To ni bila sveža novica. To je bilo pravzaprav splošno znano. In vse to se dogaja poleg enega najpomembnejših energetskih koridorjev v Združenih državah. Kitajska potrebuje obalo Mehiškega zaliva. Kitajska je ujeta za otoškimi verigami. 80% njene energije pa poteka skozi ozka grla, ki jih ne nadzoruje. Plin teče z obale zaliva v Evropo, medtem ko Kitajska opazuje ranljiva in nemočna. A to ne pomeni, da ne ukrepa. Vsak korak pripelje obalo Mehiškega zaliva bližje izzivu, ki ga ZDA morda ne pričakujejo. In ena lokacija začne izstopati. Kuba. Danes obala Mehiškega zaliva predstavlja skoraj 20% ameriškega gospodarstva in prek nje poteka približno 30% vsega ameriškega izvoza. Tukaj so nekatera najpomembnejša pristanišča v državi. Houston, Tampa, Corpus Christi, Novi Orleans. Ta pristanišča niso le prometna. Rastejo hitreje kot kjerkoli drugje v ZDA. Samo Houston in Corpus Christi pretovorita 91% vse surove nafte, ki gre iz ZDA. In ti podatki niso naključje. Obala Mehiškega zaliva je energetski rudnik zlata. Poglejte ta zemljevid. Več kot polovica ameriških zmogljivosti za rafiniranje nafte je v regiji zaliva. Skoraj vsi izvozni terminali za utekočinjen zemeljski plin v državi so na obali Mehiškega zaliva. To ni le regija, ampak živi, dihajoči sistem. Ironično je, da je obala Mehiškega zaliva zrasla, ker je bila popolna za uvoz nafte. Ko pa je prišla revolucija pridobivanja iz skrilavca, je vsa ta obstoječa infrastruktura obalo spremenila v glavno izvozno središče države. ZDA so zdaj največji izvoznik zemeljskega plina na svetu in od leta 2019 tudi neto izvoznik energije nasploh. Obala Mehiškega zaliva je ključna za ameriško strategijo nacionalne varnosti in predstavlja potencialno vzvod proti Kitajski, ki ji ne more parirati. A ne gre le za energijo. Obala Mehiškega zaliva je središče ameriške pomorske trgovine. Kaj se torej zgodi, če pride do motenj na obali Mehiškega zaliva, recimo za 30 dni? Ni nam treba preveč ugibati. Orkani to zelo jasno pokažejo. Ko je Katrina prizadela New Orleans, je izpadlo 19% ameriške proizvodnje nafte in ogroženih je bilo 24% oskrbe zemeljskim plinom. Izgubili smo 0,86% BDP države. Orkan Harvey je leta 2017 udaril v Houston. Samo en teden izgubljene proizvodnje v Teksasu in Louisiani je ameriško gospodarstvo stal 0,06%. Danes bi bilo 30 dni motenj katastrofalnih. Toda pomen obale zaliva presega bilanco stanja. Gre tudi za trdo moč. Ameriška vojska potrebuje te pristanišča in to energijo. Posledice bi bile očitne. Izvoz energije bi se ustavil, cene bi po vsem svetu poskočile, vojaške dobavne verige bi se upočasnile. Evropa izgubi ključnega dobavitelja. Pogajalska moč izgine. Ta obala ne poganja le Amerike, ampak poganja ves svet. In prav zdaj se država, ki si najbolj želi izvati ameriško moč, si tiho utrjuje položaj v njej. To je zato, ker Kitajska uvozi 70% svoje nafte in 42% svojega zemeljskega plina. Velik del tega prehaja skozi ozka grla, ki jih ne nadzoruje. Amerika te težave nima. Težave v Hormuški ožini? ZDA skomignejo z rameni. Svojo energijo proizvaja sama in namesto tega uporablja infrastrukturo na obali zaliva. Dve glavni domači, ozki grli, ki jo nadzoruje, pomenita, da globalne motnje niso problem. Ne gre le za to, da so ZDA energetsko neodvisne, gre tudi za to, da ZDA določajo svetovne cene in niso edine, ki imajo od tega koristi. Medtem ko je bila Evropa nekoč odvisna od ruskega plina, zdaj 58% svojega uvoza utekočinjenega zemeljskega plina pridobi iz ZDA. Do leta 2030 pa bi ta delež lahko narasel na 80%. Kot smo videli, se vse ustavi, če gre le ena stvar narobe. In to ni le gospodarski problem, to je strateška katastrofa. Zato Kitajska išče druge možnosti. Morda ameriška obala Mehiškega zaliva ponuja izhod. Kitajska je že vlagala v kmetijska zemljišča v ZDA, vendar to ni edina stvar, ki jo kupuje. Kitajska ne more vojaško ogroziti ZDA, vsaj ne brez tveganja za medsebojno uničenje. Lahko pa uveljavlja vpliv v sejnih sobah, pogodbah in infrastrukturnih poslih. Pobuda pas in cesta zdaj sega tudi na ameriška tla. Vložki so morda drugačni, vendar je pristop enak. Kitajska tiho preizkuša meje vpliva in se pozicionira na področju infrastrukture in energije, kjer bi lahko kriza prevesila tehtnico.
Veliko ameriškega uvoza uporabljajo na Kitajskem izdelane žerjave, katerih varnost je vprašljiva. Kaj, če ti žerjavi odpovejo in se dejavnost v pristanišču ustavi? Ena napaka, en teden izpada in dobavna veriga se ustavi. Potem pa je tu še lastništvo. Kitajsko podjetje zdaj nadzoruje del terminala Bayport v Houstonu, ki pretovori več domačega in tujega tovora kot katerikoli drug terminal v ZDA. To pomeni večji vpliv. In to je pomembno, ko skozi te terminale potujejo milijarde ton trgovskega in vojaškega blaga. Polega opreme in orožja ameriška vojska za samo delovanje potrebuje 360 tisoč sodov nafte dnevno tudi v času miru. Približno polovica tega gre skozi rafinerije in naftne terminale na obali zaliva. Če pride do motenj, se dobavne verige ustavijo. Ne le za vaje ali spopade, ampak za vsakršno soočenje s Kitajsko. Obala zaliva ni zgolj infrastruktura, je ključni del ameriškega projiciranja moči in kongres je na to že opozoril. Pristanišča so ranljiva. Zmogljivosti za pomorski prevoz, potrebne za vojno med državami, preprosto ni. In energetska infrastruktura bi lahko bila ranljiva. In za ZDA so novice še slabše. Kitajska ne poskuša le utrditi položaj v pristaniščih, vstopa tudi v energetsko dobavno verigo obale zaliva. Ironično je, da je eden od razlogov, zakaj je ameriška obala zaliva postala tako velik energetski velikan, ta, da je zadovoljevala rastoče povpraševanje Kitajske po energiji. Do leta 2017 je bila Kitajska največja uvoznica nafte in zemeljskega plina na svetu. Prav tisto leto je množica kitajskih energetskih podjetij podpisala 20 do 25-letne pogodbe z ameriškimi proizvajalci v regiji. Kitajska je morda spomladi 2025 zmanjšala uvoz utekočinjenega zemeljskega plina iz ZDA zaradi carin, vendar so pogodbe ostale. Plin še vedno teče. Samo preusmerjanje v Evropo zaradi dobička. Za razliko od Katarja, ki omejuje prodajne destinacije, ZDA kitajskim podjetjem dovoljujejo prodajo kjerkoli želijo. Kitajska lahko manipulira s svetovnimi cenami energije in moti ameriško strategijo v Evropi, vse to brez enega samega strela. Toda Kitajska se ne ustavlja pri manjšinskih deležih v pristaniščih. Želijo dejansko nadzorovati sam proces pridobivanja. Kitajske državne banke in podjetja so še posebej zainteresirane za obalo Mehiškega zaliva. Njihova energetska podjetja pa tam že poslujejo. CNOOC International je imel 21% delež v platformi Appomattox, ki proizvede približno 90 tisoč sodčkov nafte 80 milj jugovzhodno od Louisiane. In to ni edina. Sodelovalo je tudi pri naftnem in plinskem polju Stampede, 115 milj južno od kraja Fortune v Louisiani. Ti deleži so bili decembra 2024 prodani britanskemu podjetju za $2 milijardi, vendar to kaže, kako ohlapna so lahko ameriška pravila glede tujih naložb. Vse to je del protistrategije, ker je to Ahilova peta ameriške vojske. Morda gre za najbolj napredno in izkušeno vojaško silo na svetu, vendar je odvisna od številnih natančnih delov, ki morajo delovati usklajeno. Če ne delujejo, se dolga oskrbovalna veriga prekine. Tudi omejena zračna operacija nad Iranom postane logistični izziv. In proti Kitajski se ta problem še poveča. Prisotnost Kitajske v regiji in pristaniščih zagotavlja dragocene obveščevalne podatke. To je stroškovno učinkovita strategija za nadomestitev konvencionalnih pomanjkljivosti. Kitajska uporablja tudi svojega edinega zaveznika in edino geografsko slabost Amerike, da bi si pridobila nekaj pogajalskih adutov. Nova kitajska baza na Kubi za ameriško obveščevalno skupnost ni bila popolno presenečenje. Peking je tam aktiven že od leta 1999, ko je vzpostavil vohunsko bazo v Behucalu. Na otoku sta še dve drugi bazi, v Vahaju in Kalabazaru. Torej, Kuba ni le ena baza. Je mreža, ki je popolna za prestrezanje signalov in spremljanje pristaniškega prometa, ki prihaja iz zaliva. Kitajska ima veliko razlogov za zanimanje. Poleg pristanišč imajo ZDA v zalivu ključne baze, vključno s poveljstvom za specialne operacije in južnim poveljstvom ZDA. Koncentracija tako ključnih središč v regiji povečuje ranljivost za napade, ki bi lahko motili delovanje in pripravljenost. Nadzor, opazovanje, logistika – vse se združuje v zalivski regiji. Kitajske oporne točke niso naključje. To so premišljene poteze v šahovski igri. In Kuba bi lahko Kitajski ponudila nekaj, česar nikoli ne bi pričakovali – obratna ozka grla. Floridska ožina in Jukatanski preliv nista Hormuz ali Malaka, vendar sta strateško redka. Pomorski promet z ameriške obale Mehiškega zaliva mora skozi eno od teh ožin, da pride na odprto morje. Tako vohunske baze na Kubi niso uporabne le za spremljanje vojaških ali industrijskih signalov. Dobre so tudi za spremljanje vsakega premika energetskega in vojaškega prometa z obale Mehiškega zaliva.
Bo to dovolj, da dejansko blokirajo ameriško trgovino? No, ne, vendar jo lahko zmotijo. Dolge dobavne verige, logistika se zaostri. Ameriška vojaška oskrbovalna mreža postaja še daljša, medtem ko blokade kitajskih ozkih prehodov ostajajo učinkovite. Prav zato je obala Mehiškega zaliva tako ključna nagrada. Majhna motnja tukaj bi lahko povzročila strategično nočno moro za Združene države. Na isto nočno moro Kitajska računa, ko meri na Tajvan. Kaj torej zvezna vlada počne glede tega? Premalo. Kongres je obstal. Zvezne države ukrepajo prve, spodbudilo jih je zvezno poročilo iz leta 2021. Ameriško ministrstvo za kmetijstvo je ugotovilo, da je 40 milijonov akrov kmetijskih zemljišč delno ali v celoti v lasti tujih subjektov. Nekatera so blizu pristanišč, energetskih terminalov in vojaških baz, kar vzbuja zaskrbljenost glede nadzora, dostopa in varnosti okoli kritične infrastrukture. Zato so zvezne države začele zaostrovati ukrepe. Od leta 2021 je bilo sprejetih 50 zakonov, ki omejujejo lastništvo nepremičnin strani tujcev. Večina jih je usmerjena na kmetijska zemljišča, nekateri pa posebej na zemljišča v bližini kritične infrastrukture. Toda tudi z desetinami zakonov ostajajo vrzeli. Noben enoten okvir v celoti ne ščiti energetskih in pristaniških objektov na obali Mehiškega zaliva. Zato se morate v odsotnosti zakona najprej pripraviti na skrajne scenarije. Miami skupaj z obalno stražo pregleduje žerjave kitajske izdelave, preverja kibernetsko varnost in operativno celovitost. Obalna straža se urijo za vojno s Kitajsko. Vojna v prvi otoški verigi se ne bi ustavila tam. Kitajska bi poskušala zmanjšati ameriško sposobnost vzdrževanja vojne z gospodarskim in logističnimi sabotažami. Obalna straža je preučila možne izzive, vključno s tem, kako bi kitajska oprema in naložbe lahko Kitajski omogočile dostop do ključnih notranjih informacij. Torej, predstavljajte si, kaj se zgodi, če pristanišča, kot je Port Arthur v Teksasu, doživijo operativne okvare. Žerjavi odpovejo. Nakladanje in razkladanje se ustavita, oskrba se upočasni, strelivo in ključni tovor začnejo pojenjati. In to je šele začetek. Naftne ploščadi v Mehiškem zalivu začnejo odpovedovati. Vrtavke se ne odzivajo na uporabniške ukaze. Varnostna stikala se ne aktivirajo. Operaterji mrzlično skušajo preiti na ročno upravljanje, a nekatere ploščadi začnejo eksplodirati. Medtem ladje v regiji začnejo poročati o okvarah GPS-a, največji strah obalne straže, trčenja na prometnih plovnih poteh okoli New Orleansa. Pomorski promet se upočasni na minimum ali popolnoma ustavi. Ameriške vojaške sile ne morejo biti oskrbljene. Kitajski raketni napadi opustošijo ameriške in zavezniške baze v Pacifiku. Tudi ameriška mornariška blokada ozkih prehodov, kot je ožina Malaca, bi postala neuporabna. Tiranija razdalje začne prevladovati in 26 bilijonov dolarjev, ki jih podpira ameriški pomorski sistem, gre izpod nadzora. Zato je obalna straža začela z novimi naložbami. Droni nadzorujejo kraje, kjer ladje ne morejo. Tehnologija umetne inteligence zazna nepravilnosti, še preden se stopnjujejo. Ena sama ladja, ki se ne obnaša pravilno na Mississippiju, lahko pomeni večjo težavo na odprtem morju. Zgodnje odkrivanje je razlika med katastrofo in obvladovanjem. Da bi to uresničili, obalna straža tesneje sodeluje z ameriškim kibernetskim poveljstvom in Agencijo za varnost infrastrukture pri zaščiti pristanišč, terminalov in cevovodov. Toda Združene države tega ne bodo zmogle same. Ameriški pomorski inštitut je izdal resno opozorilo, da zaščita ameriške obalne infrastrukture zahteva več proizvodnih zmogljivosti, kot jih ima država trenutno na voljo. Obalna straža je še vedno več kot desetletje oddaljena od zamenjave celo zastarelih patruljnih plovil v svoji obstoječi floti. Zavezniki so ključni, tudi oni imajo veliko izgubiti. Evropa se po propadu ruskih dobav zanaša na ameriški utekočinjeni zemeljski plin. Medtem Japonska trenutno dobi približno 9 do 10% svojega utekočinjenega zemeljskega plina iz Združenih držav. Blaginja zaveznikov je odvisna od nemotenega prometa na obali Mehiškega zaliva in zato je lahko najboljša obramba dober napad. Leto 2026 se je začelo s presenetljivim razvojem dogodkov. Ameriške sile so zajele venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, a pravi poraženec te operacije je bila verjetno Kuba. Venezuela je bila najbolj zanesljiv dobavitelj energije za Kubo, saj je leta 2025 zagotavljala več kot 26,000 sodčkov nafte na dan, oziroma 50% celotnega primanjkljaja oskrbe Kube. Ko so ZDA februarja 2026 blokirale te pošiljke, se je Kuba soočila z najhujšim pomanjkanjem goriva v zadnjih desetletjih.
Avtobusne postaje so samevale, delovni čas v pisarnah se je skrajšal, družine so za kuhanje uporabljale pečina drva in premog. Izpadi elektrike so bili skoraj neprestani. Za ZDA to predstavlja veliko pogajalsko prednost. Kubanska vlada zdaj priznava, da se pogaja z Belo hišo. Otoška država mora spremeniti svojo usmeritev. Kitajske baze bodo ena od pogojev, če želi Kuba, da se luči ponovno prižgejo. Toda tudi če te baze odstranijo, obala Mehiškega zaliva ostaja problem. Regija je majhna, strateška in polna sredstev, za katera veljajo pravila o tujih naložbah. Pravzaprav je obala Mehiškega zaliva tempirana bomba. Kitajska čuti, da se okno za prevzem Tajvana zapira. Bo torej obala Mehiškega zaliva ostal ameriška življenjska žila ali postal njena Ahilova peta? Hvala, da ste se mi danes pridružili. Upam, da vam je bil video všeč. Če želite videti več takšnih videov, razmislite o tem, da se naročite in vklopite obvestila. To res veliko pomeni. Še enkrat hvala in se vidimo naslednjič na MapPacku.